Jo, sva Davor in Andraž iz Začetek TV in danes je za en ful zabaven dan, sploh za našega Andraža, ker sva v studiu prvič, odkar imava svoj kanal, dobila telefon Google Pixel. Natančneje, Google Pixel 6a in test Pixla je bila želja, ki je bila zelo visoka na najnem seznamu stvari, ki so jih hotela vsaj enkrat sprobati. Tako da danes vam bova podala najne prve vtise v tej napravi, ki sva jih zbrala v svojem kratkem času z njo. Veste, kaj bi pa najudva naredili zelo močen vtis? Ja, da bi se naročili na ta najmen kanal, valjda. In da naj sledite tudi na vseh spodaj označenih omrežjih, ker, kakor že veste, nama vsak nov naročnik ali pa sledilec veliko pomeni in nama omogoča, da še naprej delava takele videe. Zahvalila pa bi se tudi Davorjemu kolegu, ki nama je posodil telefon za tale video. Res ti hvala. Kakor sva rekla, na Googleov telefon s fakom, a dolg cajta čakala sploh Andraž, ki se tudi sicer potencialno zanima, da bi ga enkrat kupil. Pixli so namreč poznani po svoji odlični fotografiji, odlični uporabniški izkušnji zaradi softvera in pa raznih uporabnih funkcijah, ki jih omogoča Google. Pač edin res velik problem s tem telefonom je, da se ga v Sloveniji zelo težko dobi, kot v bistvu tudi v dosti drugih regijah tega sveta. Midva tega telefona žal nisa mogla dobiti za neko podrobnejšo oceno, ker sva ga imela res samo za en dober dan. Sam še zmeri vam pa lahko podava svoje prve vtise v zvezi z njim. In če gremo kar na unboxing Pixla 6a, ta je dosti simpel, ker je ful minimalističen. V barviti ozki škatli dobite samo telefon, polnilen kabel z USB-C na obeh stranih, adapter iz USB-C na USB-A, orodje za izmet SIM kartice in pa en kup papirjev za nastavitev. Sam še malo ozadja o tem telefonu in Pixlih nasploh. Ta telefon je prišel ven 21. julija letos, tako da sva ga v cajtu snemanja tega videa res hitro dobila v roke. A-linija je drugače pri Pixlih to, kar je pri iPhonih linija SE ali pa pri Samsungih linija FE. In A pomeni affordability oziroma po slovenski cenovno dostopnost. V prevodu to pomeni v Evropi priporočeno ceno 459 €, v Ameriki pa 399,99 $. Skoraj malo hecen, ko pomisliš, da bi, če bi ti en rekel 10 let nazaj, da je 460 € pocen za telefon, bi vsi mislili, da smo mečkali nori. Kakorkoli, če gremo zdaj na ta telefon. Google je tudi pri 6a prevzel dizajn, ki smo ga videli že pri lanskoletnih njegovih bratih 6 in 6 Pro, kar pomeni, da ima dvobarvno hrbtišče z vizirjem za objektiv kamer, ki zgleda kakor un par iz Daft Punk ali pa Cylon iz Bojne ladje Galaktika, ker ta telefon naredi zelo unikaten in instantno prepoznaven. Edina malo večja razlika napram običnima 6-kama je, da pa je modul za objektive ne štrli toliko ven, kakor je pri njiju. Telefon je drugače ful lahek v roki, ker tehta samo 178 gramov, zelo lahko ga je obvladati samo z eno dlanjo in doseči vse njegove kote. Google je s to težo in velikostjo po najnem mnenju res zadel zlato sredino za vse. Kar se tiče same izdelave. Zaslon je narejen iz stekla Gorilla Glass 3, kar sicer ni najnovejša verzija le-tega, je pa samo ogrodje iz lepega črnega aluminija, pa še plastično hrbtiščema, ki pa žal ne podpira brezžičnega polnjenja. Zdaj, kar se tiče pomanjkanja tega brezžičnega polnjenja, Davorju je brezžično polnjenje ful priročno. Meni zaenkrat še bolj ali manj dol visi zanj, ker ne vidim neke prednosti pred običnim polnjenjem, pa še ponavadi počasnejš. Je pa še vsem kar malo čuden, da ga ta telefon ne podpira, ker bi ga lahko kamot, čeprav ima hrbtet iz plastike. Sam pač pogledajte S21 FE, pa tudi tuljava za brezžično polnjenje zihar ne more spet poštati. Ja, pa še ta opomba, ne vas ne zavede, da je hrbet iz plastike, ker je ta telefon izdelan premijsko in sploh ne veste, da se dotikate plastike, tako da je kvaliteta izdelave super. Ima tudi certifikat IP67 proti vodi in prahu do globine 1 metra za pol ure. Nima reže za microSD kartico, za širitev notranjega spomina, pride pa v konfiguraciji za 6 GB RAM in 128 GB notranjega pomnilnika. Ima odličen sistem stereo zvočnikov, nima pa vhoda za slušalke, kar je škoda, glede na to, da ga je Pixel 5a imel. Pod zaslonom ima optični bralec prstnih odtisov, v katerem je bilo že kar veliko povedan, ker je bil isti senzor že na 6 in 6 Pro in ljudje so pri njiju rekli, da je ta bralec prstnih odtisov počasen. Kakor so ga midva uporabljala, lahko rečeva, da res ni najhitrejši, sploh če veste, koliko je hiter na OnePlusovih ali pa Redmijevih telefonih. Slaba novica je tudi, da s posodobitvami programske opreme ga sicer lahko malo zboljšajo, ampak še zmer pa ne bo nikoli tako hiter, kakor je na prej omenjenih telefonih. Telefon pa tudi ne podpira odklepanja zaslona z obrazom.
Zdaj pa pojdimo na zaslon, ki je raven OLED z resolucijo 1080 pik in z diagonalo 6,1 inča. Sposoben pa je samo 60 Hz osveževanja, kar je zmotil dosti ocenjevalcev. Zdaj ne bova lagala, v letu 2022 imajo telefoni v tem cenovnem rangu že po večini vsaj 90 Hz osveževanje in mislila, da bi ga ta telefon tudi mogel imeti. Kljub vsemu pa vsem mislila, da se ta komod navaditi na njega, sam ne pričakujte pa najboljšega zaslona svojega življenja, ker pač to res ni. Tudi zaradi barvnega popačenja, do katerega pride, če zaslon gledate pod različnimi koti. Še zmeraj pa mislila, da osveževanje sicer ni tako problematično, bolj moteče so druge stvari, kot je malo premajhna maksimalna svetilnost, kar pomeni, da težje gledate vsebino na prostem, pa tudi avtomatska svetlost je dostikrat zgrešena glede na dejanske potrebe uporabnika. Zaslon je torej čisto uporaben, ni pa presežek ali pa najboljša stvar tega telefona. To mesto namreč pripada softveru. Ta telefon ima namreč naložen operacijski sistem Android 12, ki je res estetsko zelo lep. Sploh, ker so dali gor vmesnik Material U, ki omogoča, da telefon prilagodite po svoje. Vse kontrole so v pravilni vrstici. Večje, animacije so hitrejše in celoten programski jezik je preprosto lep, pa unikaten, telefonu pa da čist svoj stil. Sploh, če se igrate z njim in spreminjate paleto barv, dodajate svoje widgete, pa še vse ostalo. To vam zdaj zelo težko piševa, preprosto morate ga sprobati, da boste vedeli, o čem govoriva. Ampak gre za izkušnjo, ki je čisto samo svoja. Če bi hotela podrobno opisati Material U, bi lahko naredila cel video sam za njega, tako da če boste lajkali tale video, če bo sploh še kdaj Pixla dobila, bo maybe kdaj v prihodnosti naredila video o njem. Kar morate vedeti o Androidu 12 na Pixlu je še to, da omogoča številne funkcije, ki so nažalost dostikrat omogočene samo za angleški jezik ali pa točno določene regije. Recimo, funkcija živi prevod omogoča, da telefon praktično sočasno prevede recimo kitajščino v angleščino, kar ful pomaga na potovanjih. Funkcija sledenja klicev prepreči robotske klice, ker telefon nanje sam odgovori, potem pa vam predloži izpisek pogovora. Žal ta funkcija v Sloveniji ni podprta, upava, da pa bo maybe nekoč tudi prišla, ker nam je v teoriji zelo všeč. Določene funkcije pa so na primer že skoraj pol magija, na primer funkcija govor v besedilo, ki sproti neverjetno hitro zapisuje, kar ji vi narekujete, kar bo zelo prav po moje prišlo za študente, ki delajo zapiske, ampak ja, itak, to deluje najboljše v angleščini, slovenščina je pač še malo pretežek jezik, pa se pa tudi Krmino predvsem pozabavila s to funkcijo. Potem pa ima še funkcijo magični brisalec, ki lahko iz fotografij izbriše fotobombarje in poljubne objekte, prav tako pa pomaga popraviti zapacane obraze. Kakor sva rekla, o tem je še toliko zapovedati, ampak mi da mora iti naprej s tem. Glede softvera pa še to. Google obljublja, da bo ta telefon dobil 3 leta posodobitev programske opreme in 5 let varnostnih popravkov, kar je kar lepa doba. Ampak presenetljivo je to še zmeraj manj, kot pa 4 leta pri najnovejših Samsungovih telefonih, čeprav je to direktno Googlov telefon. Kar malo čuden. Ampak vso omenjeno magijo na področju programske opreme pa sicer omogoča 5-nanometrski procesor Google Tensor, ki je bil že v Pixelu 6 in 6 Pro in prvi čip, ki naj bi ga Google razvil pod svojo streho. Ta ima velik poudarek na umetni inteligenci in računalniški fotografiji, o kateri bo veliko povedala tudi v nadaljevanju. Ta procesor je zelo impresiven in zelo zanimivo povedati, kako se bo še naprej razvijal. Je pa na kljub svoji odličnosti tudi precej energetsko požrešen, tako da nam je baterija velikosti 4410 mAh na tem telefonu zdržala do konca snemalnega dneva, brez večjih težav. Res pa je, da telefona nisva neki na veliko preganjala. Telefon sicer omogoča hitro polnjenje s hitrostjo 18 W, ampak to polnjenje res ni hitro, ker se telefon nafila glih tako hiter, kot če bi ga filal z navadnim polnilcem. In ja, to so izkusila na lastni koži, ko so ga morali nafilati po koncu snemanja, glede na to, da je najhujši konkurent tega telefona Samsung A53, o katerem sva tudi letos že posnela video, in ta omogoča 25-vatno hitro polnjenje, bi Google mogel res pohitriti polnjenje v letu 2022, tudi v srednjem rangu telefonov. Ok, proti koncu nam ostane še ena stvar, za katero ljudje kupujejo Pixle, in to so kamere. Pixel 6a ima sistem kamer z dvema objektivama, 12,2 megapikslov velikim glavnim objektivom in 12 megapikslov velikim ultra širokokotnim objektivom. Fotke, ki sva jih naredila v svojem omejenem cajtu s tem telefonom, so res, ampak res dobre, ker je Google pri glavnem objektivu uporabil sicer ta star Sonyjev senzor, ki ga je imel do svojih telefonih že od Pixla 2 pa do Pixla 5,
ampak ki ga je uporabljal toliko cajta, ga je svojo računalniško fotografijo oziroma s computational photography, kot se temu reče v angleščini, izrabil do konca in rezultati so zares izvrstni. Za Pixelove fotke je sicer znano, da jih Google s pomočjo procesa računalniške fotografije kar dosti obdela, tako da je dosti poudarka na HDR-ju, ampak glih zaradi tega so fotografije kontrastne in polne detajlov z velikim dinamičnim razponom in predvsem se lahko na ta telefon zanesete, da bo res naredil dobre fotografije tudi po noč z nočnim načinom. In kar se tiče astrofotografije, mislim, sam pogledajte si tele fotke poletnega neba, ki je polno zvezd, kot da bi ga gledal s prostim očesom. Noro. No, it's a trick. It has to. Brez dvoma gre za enega izmed najboljših sistemov kamer na Androidu in tudi v svetu pametnih telefonov nasploh. Ampak fotografija je valjda samo pol kovanca. Drug del je video, ki ga lahko Pixel 6a snima vse do resolucije 4K in do 60 fps. Tudi pri njem je Pixel dober, ker so naredili že velik napredek. HDR. Je pa res, da snimanje video šipa v slabi svetlobi, pa tudi ne morete preklapljati med glavnim in ultraširokokotnim objektivom, ko snimate v 4K pa 60 fps. Je pa video dober, dobro stabiliziran in drugače čist super za ta cenoven rang. Selfie kamera je velikosti 8 megapikslov in lahko snima video do 1080 pik in 30 fps, kar je po najmnem mnenju v letu 2022 sicer že malo na zadnjaško, ker bi lahko vsaj do resolucijo 1080 pik in 60 fps naredili možnost. Je pa res, da je selfie video še zmeraj komad boljši, kot pri iPhone SE. Sploh se to vidi pri tem, kako sprocesira oblake, kjer HDR naredi svoje, SE jih pa overblova. So pa tudi selfiji s tem telefonom res zelo lepi, telefon lepo loči subjekte od okolice, barve pa so umiljene in ne preveč procesirane. Pa še to, nekateri ocenjevalci sicer poročajo, da se telefon precej segreje, če z njim nekaj cajta fotkaš, še hujše pa, če snimate z njim. Tako da, glede na njihova poročila, maybe ne bo to idealen telefon za snimanje v vročinskih valovih. Vse veste, takih, ki jih doživljamo že cel poletje. Napravo sicer lahko kupite v 3 barvah, kreda, ogle in žajbelj. Najin kolega ga ima v beli barvi oziroma v barvi krede, kot vidite. Ko smo že pri nakupovanju, v Sloveniji ga ne morete kupiti ne prek operaterjev, ker smo preprosto premajhen trg in za Pixel tukaj ni dosti zanimanja, pa tudi v prosti prodaji še nisva zasledila štacune, ki bi ga prodajala, da ga pa kupite v drugi državi in uvoste. Verjetno vam tu najbolj pomaga Amazon.de, kjer ga je kupil tudi kolega, ki ga je dobil na dom v manj kot enem tednu. Kar pa se tiče globalne prodaje in promocije, pa mora na tem področju Google res pojačati svoje napore, ker tega telefona še v Indiji ne prodaja, čeprav po moje vsi vemo, da je verjetno skoraj največji trg to za nakup telefonov takih. Evo, to je bil za vas Google Pixel 6a. Priznava, da so nad tem telefonom navdušena zaradi vseh funkcij, ki jih omogoča, in pa fotografije so noro dobre. Žal tega telefona večini folka preprosto ne moreva priporočiti, ker se ga tudi preprosto zaenkrat ne da dobiti pri nas. Maybe se bo to že kaj spremenilo v cajtu, ko pride ta video ven. Če se ne bo, pa imate v Sloveniji dobre telefone v njegovem cenovnem rangu. Recimo Samsungov A350 je tak primer, tako da še enkrat ne pozabite pogledati videa, kjer so tudi o njem govorila. Povezava gospodi v opisu. Komaj pa čakava tudi na Pixel 7 in upava, da ga bo lahko nekako testirala in da ga bo Google prenesel tudi k nam. Pa še ta zanimivost, glih v času snemanja tega videa so ven pricrljale informacije, da Google dela na Pixel 7 Ultra in na Pixel Notepadu, tako da bo jesen še vroča in zanimiva. Midva se še enkrat zahvaljujo v ven in pa tudi kolegu, ki nama je dal ta telefon. Hvala. Že hmal pa se vidimo tudi v novem videu. Čau!